Evo, mi so dan preživela tako, da sva izležavala lepo na bazenu gor, malo se odpočila, zdaj sva pa že na letališču, kot lahko vidite, na Phuketu in letiva na Koh Samui, tako da jaz že imam karto, ne glih na counterju, nekaj pojesti, ker nisva cel dan dejansko spet nič jedla, tako da, ja, pač po mojem se vidimo po Koh Samuija iz hotela s 5 zvezdicami ob obali, sam bo že noč, tako da po mojem se vidimo bolj jutri. V bistvu letalo je takšno, da je na propelerjih in ti se pač seteš gor in te propelerji so tako, pač se vrtijo prosto, brez motorja. Tako le zgleda zunaj letalo in v bistvu te tak avtoček pripelje, ko prideš na letališče v Koh Samui, ki zgleda kot nek havajski letališče, tole je pa Nambolan resort. Dobrodošli na otoku Koh Samui. Otok, kjer smo se midva odločila, da bova bila na easy, da si rezerviramo en hud resort, tako da imamo resort s 5 zvezdicami, ki je definitivno vreden tega malega denarja, v bistvu, ker smo plačala, pač dala so za 4 noči vsak po 200 €, ampak je pač tako zajtrk vključen, pa to je tako zajtrk, da dol padeš, danes sva ga imela, je pač noro. Fitness, bazen, privat dostop do plaže, soba nora. Drugače otok sam, jaz sem šel zdaj naokoli, a ne je rekel, da bo danes imel na frej, se pravi bo izdržaval, jutri greva na izlet, pojutrišnjem izležavanje. Jaz bom po mojem kar danes okoli, jutri okoli, pojutrišnjem okoli, ampak popoldneve bom preživel pa lepo v fletu, oziroma v fletu na bazenu. Tako da ja, zdaj sem šel okoli, lep otok, no, tako kar zdaj opazujem klele pa gledam, je ful lepo. Če vidite morje na eni strani, morje na drugi strani, vetrček malo piha, kar je prav prijetno zdaj na teh 30 stopinjah. Zdaj grem do Statue of Big Buddha, se pravi, to je taka ogromna Buda, kot lahko že ime pove. Ne bom si še rental motorčka, zaradi tega, ker ne bi sam, ker ne upam, mogoče pol te zadnji dan, no. Bom videl, kako me bo pot zanesla. Ampak ja, Statue of Big Buddha, pa grem tamle do Mermaid Statue, pa grem pa v bistvu tako kar po otoku, po severu otoka bom šel malo peški, pa bom videl, kam me pot zanese. V bistvu pri teh templih se pač pol prosto sprehajaš od enega do drugega in to je res spet toliko enih barv, toliko enega zlata, toliko enih podob narejenih, res noro. Pač ta Big Buddha statue je res je big, ne, tako je pač sred otoka ven štrli, sred otoka, na konc rta ven štrli in res je lep razgled, tako okoli na cel severen del otoka, vse je v zlatu, vse je v fulu barvah, res lepo. In pol tako na drugi strani imaš pa Mermaid statue, je pa tudi ena izmed znamenitosti, malo manj kot ta Big Buddha, ampak še vse je tudi znamenitost. Tako da zdaj pa počas peški naprej proti enemu drugemu templu, ki je pa tudi tako dosti konkreten tempel. Jaz bolj sam sledim GPS-u, no, kako me pelje, vidim sicer ta tempel, ampak tako malo za take shady ulice, veš, tako malo greš, pa ne veš glih točno razprav ali ne. Kapca skozi obračam v smeri, pač tako, da mi sonce ne šajna direktno noter, ker je vroče toliko, da Bog pomagi, človek rekel, ampak že vidim tempelček, oziroma tako to neko Budo, zanimivo spet, ki ima roke v zraku. Tako da res je zanimivo se sprehajati po teh ulicah, pač tako imaš shoppinga, zraven shoppinga, restauracije, zraven restauracije, pa tako local, pristno, ni tako, kot na primer v Patongu, pač, ki je bilo to tako vse komercializirano, tukaj je res vse local. Tako da so far zelo všeč. V bistvu nekako, kar si jaz interpretiram tale tempel, oziroma tale kip tukaj, ta zmajeva glava, ki jo vidite tukaj zadaj in ta velika Buda zgleda, kakor da bi ona iz eno nogo stala v bistvu na vratu tega zmaja in ga držala kao kot premagan si in sedela v tej budistični pozi umirjeni in tako da kao po mojem balans sveta, da zdaj, ko je zelo premagano, da zdaj je svet spet v ravnovesju. To je samo moja zgodba, nimam pojma. V bistvu ta tempel, ta kompleks templov Wat Phai Lam, nekaj razga Wat Phai Lam, tako nekako je kompleks različnih templov, no, mislim, tako vse skupaj je eno svetišče, ki ima noter polno enih stvari. Tako nisem pričakoval tega. Sem mislil, da je samo kip iz to žensko s fulimi rokami, oziroma z Budo s fulimi rokami in to, ampak vidim, da je so much more to it. Spet te barve, zeleno, zlato, rdeče,
belo, te kombinacije svetleče, tako kar ima uno out of this world, dobiš občutek. Še v Kreku, da smo kar malo zašvicali, ne? Jaz nima pojma, ki hodim drugače, pač ja, sledim Google Mapsom, zdaj grem pred eni plaži, ampak ja, tle so neki bungalovčki pa je, tako da bungalovi se imenujejo isto kot plaža, tako da predvidevam, da je to pol ista stvar, kaže pravilno, ampak sem pa edini, ki hodim kleno, tako vsi so na motorčkih, vsi so v avtih, taksih in podobno, jaz pa gremo peški, ampak tako sem navajen, sam me ful mika, da bi motor si sposodil, če ne danes, pa pol čez 2 dni tlele. V bistvu, na to plažo, ki sem šel zdaj, ni nič posebenega. Stvar je v tem, da je itak voda tako visoka, pa pač valovi so zdaj monsunsko obdobje v bistvu tukaj. No. Sicer jaz moram potrkati na les ne grem trkati v šumo, zato ker sem videl povoženo kačo, zeleno, tako zeleno, s trikotno glavo, kar pomeni stropena, pa zelena, tindih taka prijetna barva za kačo, tako da nope, I'm out of here. Pa spet se ful nekaj premika, pač ja, presran sem rado toliko, da karkoli zašumi v gmajni, jaz sem tako nope. Ja, da je ta plaža, nekaj sem šel, pač tako dobro, da nisem midva tam bungalovčka vzela, ki je kao, wow, ja, East Coast, ne vem kaj je plaža, wow, bungalovi, neki rezortek, ker je pač grozna tam, mislim, tako načrnačni. Tako da zdaj grem peški še na drugo plažo, ki je tudi pol ure stran, vedno se vrneš tako na sredino otoka, pa greš nazaj ven, pa spet na sredino otoka, pa greš nazaj na rob otoka, tako. Ampak ne, vse je avantura, je zanimivo, je zelo vroče, sam je pa zdaj ratar malo strašno, ker vem, kakšne živali se okoli potikajo, a ne? Tako da, čvrte. Imam pa kar malo občutka, da sem the only living being on this part of island, ker nam benga pa ne vem zakva. Opa. Važno, da se zgubil sred plaže, ker tako, v bistvu se sprehajaš po plaži in greš v bistvu od rezorta do rezorta in pač prideš pol tako nekam, ker naenkrat, da ne moreš drgati, kot čez rezort iti nazaj, ne? Tako da se zdaj sprehajam čez en luksuzni rezort, da pridem nazaj do glavne ceste, da se spravim počasi proti hotelu, ker se nekaj slabša vreme, pa da me ne pere. Pa tudi malo sem zmatran, moram reči, kar tole 3-urni pohod po takih 2 dneh, kakor sta bila zdaj zadnji 2 dneva, ni glih najbolj tako, ampak plaže so dokaj lepe, sam fule nekih smeti nametanih, tam bolj taki kokosi pa take stvari, pa voda je ful umazana, pa ogromno je meduz noter, no, tako da, tako, dobro, da imamo lep bazen. No, tukaj smo se pa z Danejem odločili, da greva v mesto na Koh Samuiju in da greva v kino gledati Wakanda Forever. Bil je dober film, tako ful nahajpan, ampak ne pa nek presežek. Takole pa zgleda pač shopping center, pa tam, kjer je kino. No, po mojem se zdaj nahajam v najbolj turističnem delu Koh Samuija, zdaj že naslednji dan, seveda. The Fisherman's Village je tole. V bistvu je tako res turistično, no? Sami rezorti, restauracije, taka ena ulica je, ki je pač vse v takem stilu, kakor pa ste lahko videli, pač je v tajskem stilu, ampak so vse ne ful turistov, pa ful enih prodajaln, pa vsega. Dež pada, zjutraj se vsake prenoci dobro, nisem šel na bike, zaradi tega, ker drugače bi bilo groza, ker bi me napravili toliko mačka. Tako da zdaj se malo sprehajam, zdaj grem pa kar po moje nazaj. Hello, no thank you. Tako da zdaj se odpravljam nazaj proti Fletu, v bistvu bom šel iz Unmu, ker je skupni taksi, se bom gor ruknil, pa gasa proti tja, pa izležavati po moje danes, ker bo cel dan take vreme, jutra pa če bo sreča, držimo pesti, da bom lahko do bajka prišel nekako, oziroma do lepega vremena, da se spravim na bajk, pa še malo na jug otoka. Pravi, da je najboljši način, da dobiš prevoz, oziroma da dobiš pač ne taksi, ampak ta njihov song, nekaj ne vem, kako se reče, no, nekaj na tak način, je da hodaš takole ob cesti in pač, ko vidiš, da gre v eno smer, digneš roko
in ti vstal, se je zdilo za ceno in je to. Ti pa tudi motorji skozi stavljajo, pa te sprašujejo, če te peljejo sam. Nope, ne hvala. Pa sem rekel, da se ne bomo sedel na motor, ampak kakor lahko vidite moje lase. Delajo fukar. Ko sem vstal, pa vidite sem, da je turist, pa tako, where are you going? Pa jaz, just wait, pa on tudi, ok, me too, jump on. Jaz grem gor in model je teru, pač pa moje sem šlo 100, jaz se kar držam vedno bolj zagrabil. Srce kar nabil, no, ampak presenetljivo smo prišli do sem v zelo hitrem času. Meni so si vedno rekli, da moram takole jesti, po takih local foodih, pač tam, je veliko ljudi, tam, je dobro ocenjeno na TripAdvisorju, pa je takole lokalna neka destinacija. Meni bo zdaj vedno top, mislim, da zastrupa se nisem v take zadeve bolj prav, da se bolj v evropskih stvarih zastrupaš, no, mislim v teh evropskih restauracijah, ker nisem to veščil v pripravljanju, pa dostava hrane, pa vse stvari, tako da te pad thai so pač bomba, za 2 evra se naješ ko pujs, pač noro dober. Še predzadnja selitev, a je predzadnja še, ne? Danes? Jutri? Še 3 selitve do odhoda domov. Tako da zdaj gremo na Kopangan, čakava na ladjo, bomo tako ful hudmo v bistvu, mislim, tako, taka dobra postaja, lepo senčki si vetrček piha v morju, si tako da top. 350 batov plačaš na osebo, 10 minut prejmeš pred tle, se lepo sedeš na ladjico in te odpelje na Kopangan, pa tam motorček vzameva, enega ali pa 2, še ne veva, še v bistvu nisva skoraj nič govorila o tem, ko bova naredila. Pa po otoku, pa do hotela, da neseva ruzak, sva vzela kar sam ta male ruzake, zaradi tega ta velike sem pustila kle v hotelu, da nova za sabo tistega vlačila vsega. Pa en dan tam, pa nazaj sem, pa v drug hotelček kle, oziroma v sobico, pa letalo domov naslednji dan, pa Bangkok, no. Pa Bangkok 2 dni, tako da tam mava pa še malo bolj planiran. No, vsaj jaz, zdaj, ne vem, bo ne počival ali ne. Čakaj, mi dal ravno gotovina. To je to, zdaj smo pa največja turista, evo. Midva sva prispela na Kopangan, kot vidite, imam private šoferja, tako da lahko snemam zraven. To je življenje blogerjev, nekaj. Vzela sem motorček za en dan, pa pol sva plačala 8 evrov pa pol. Pa benza za 100 batov imava dosti v bistvu raziskan cel otok. A ne je itak profi v vožnji motorja, zgleda, upam, no. Tako da ja, gasa. To je res epsko, no. Mislim, da je prav zakon. Jaz lepo zadnji, kak kralj sedim, a ne fura. In zdaj sem prispela do prvega waterfalla, pa gremo naprej nekaj do plaže, pa itak je gleda milijon nekih viewpointov, pa takih stvari, tako da po mojem bova sam bluzila naokolo, ampak to ne vem, če je to. Bomo videli. Je pa ful lep otok, tako pač vse je itak posod na Tajskem, ja, kača, ne vem, če bi takole odreagiral, če bi res bila. Itak je posod na Tajskem ful zelenje, ampak lepa tako res, ker se peleš tako džungla, res džungla. Tudi vroče je ful, ker se lahko vidi na kameri, da se kar svetam, ampak ja, wow. Najna druga destinacija na otoku, Bottle Beach Viewpoint. To v bistvu Klara mi je rekla, ki ima v bistvu na TikToku je vse o Tajskem, kako je živela kle pol leta nekaj tasga, oziroma še več, ki je ostala tukaj pač med korono pa tako. Ja, ona mi je rekla, da to je njen favorite spot na Kopanganu in mi da smo valjda mogli to pogledati. Furaš se tako gor dol in priješ tako nekamo eno šumo in pa greš lepo peški proti viewpointu, tako da me prav zanima, kako bo. No, midva zdaj lazva tako nekam noter v gmajno, pa gor, pa dol, pa posod, da prijeva do tega viewpointa. Upava, da ni kač, pa da ni nekih živali, oziroma jaz to bolj upam, no. A ne, kao tough guy. Kar vroče, drugače. Res ta sopara se pač tako pozna v teh džunglah noter. Pač ni tako vroče, ampak dol tiši, ali kako rečejo doma.
tako se sprehodiš v bistvu pod eno skalo noter in imaš feeling, da greš v Narnijo, res, in potem prijaš gor in to so nori razgledi, pač to zgleda kaj iz pravljice. Kamorkoli se obrneš, ali morje, ali pa džungla, res nepozabne zadeve. In pa se v bistvu spustiš samo dol iz tega, se z motorčkom odpelješ 5 minut naprej in prideš na takole plažo, kjer imaš pol zraven barček, da pospiješ kavico in top. No, mi da so zdaj prispela v najem resort, če lahko temu tako rečem. Preveč so se po moje razvadila na teh zadevah s 5 zvezdicami pa to. Tako pa, se bo za preživeti eno noč, vse mogoče bova pjana, pa bova veliko lažje, kad zaspada pol. Ampak ja, tako, je malo bolj, ampak bomo preživeli. So rekli kao, no, rain tomorrow. Parkirala smo se in sanje, da smo stopila in nekaj smo se check-inala ven, se je samo ostalo. Tako da, timing perfekten, zdaj že nehal pada, tako da gremo malo pogledati na plažo, kako pa kaj izgleda, malo pogledati teren, kje bomo žurali. A ja, pa v bistvu je gradbiše, ta resort, hotel, ko ga lahko slišite. Ja, takole mi dva, danes čist na easy, oziroma dopoldne sem imela kar aktiven, selitev in pa raziskovanja vzhodnega dela otoka. Zdaj sem pa na tej pač pošla svedek v resort, pa vse, kot sem že prej povedal. Pa sem šla na uno plažo, ki me bolj dogaja, pa ki bo tudi zvečer me bolj dogajal. Zdaj pa na drugi strani tega enega rtka, takole, je pa tako prav taka milina, tišina. Če bi bilo malo manj oblakov, bi še sončen zahod lahko kle počakala. Ampak jaz sem tudi že mečkan lačen, tako da bo treba nekaj pojesti, pa dosti je oblačno, tako da mislim, da kle ne bova nekaj sončnega zahoda videla. Ampak ja, čist druga pesem, pač ful malo folka kle, par je resortov, veliko resortov je, koliko kar vidite za mano, čist v razsulu in jih še podirajo in po mojem prenavljajo, pa tako, ne vem kam se razvija. Oziroma razvijajo te otoki, ali gre pač se bolj vse zdaj ruši, ali gre pač to vse bolj sam v turizem in bo pač kar naenkrat to nek wow. Tako da, ampak ja, tale del mi je kar precej všeč. No, pol nama je le uspel dočakati sončen zahod in v bistvu, kljub temu, da je oblačno, je bil res lep sončen zahod. Pa sva šla na plažo, kjer ni nekaj preveč dogajalo, sam pač en fire show je bil, ljudi pa ne toliko veliko. Je bilo pa pač tako, je bila dobra izkušnja, še malo smo se poigrali z ognjem. To je za vlog, kako pada dež od 2 zjutraj. In mi dva morava iti do porta, morava priti z motorjem in sva čakala zdaj do 12, ker morava check-out narediti. Kupila sva si te raincoate, reusable, ki izgledajo tako, kot vrečka za smeti, ampak bo zaščitila ne ruzake in najo, da ne bova moša. Ja, vse veste, da pač, če slučajno ne prideva do tja, no, ko boste najdeli ta telefon, to ne služi kot črna skrinjica, kaj se je zgodilo. To je to. Se vidimo, upam, da iz branča. Až povoz. Midva sem varno prispela do pristanišča, oziroma že kar nekaj časa nazaj dala motor, najprej že pojedla prvi zajtrk branč, pol sva se še neko stavila še na eni kavi oziroma ne na kavi, jaz sem jedel oatmeal mango porridge, ne je jedel brownie, tako da zdaj sva na pomolu in čakava na en ferry, ki ga moramo čakati še 1 uro, še 2 uri čakava, oziroma vsaska bova 2 uri čakala, tako da proti Samuju, v sobico, kjer sam v bistvu praktično doživa bolj kaj ne stvari, ker itak ta soba nima nas drugega, kot sam poslo, pa je to. Tako da, ko Samuji sva pa itak pač to, kar ga bova videla, sva ga videla, ker danes je dež tudi tam. Tako da ja, po mojem je to bolj kaj ne to, mogoče ne en taj še pol na hitro skoči, čeprav je bilo že toliko hrane, da se meni kar malo vrti od hrane, ampak ja, ziher bomo še kaj pojedli. In pol, zjutraj, 7:50, letimo proti Bangkoku nazaj, Papagasa, Jotaja, pa v Siam center, to je shopping center, tak najbolj znam pa tako. Tako da,
za ne, to jaz bom pa ziher še kaj najdel, kaj bom šel pogledat. Chinatown bi šel še pogledat, nek Golden Temple na en hrib bi šel pogledat, še kaj je tudi lep razgled na cel Bangkok, Floating Market bi šel še pogledat. Kar nekaj stvari me še čaka za en dan, a ne, že zavija. Sem se check-inala v hostel, ni glih tak hostel, oziroma nastanitev, kakor sva pa do zdaj bivala vedno, no, razen če vzamemo tale Kopangan, ampak je pa luskano, zdaj tukaj smo na pivičkih, pa jaz sem tole malo lepotičko, live music imamo, ja, kako je dobro. Ona si kaj igrala. Tako da danes tukaj prespiva, jutri zjutraj pa že tako, se vsem pa že pokirano, malo smo se skesirala po tajsko, tako da ja, ful luškano, no. Bomo preživeli na tak način.